Vam hrana v želodcu obleži kot kamen in se še po nekaj urah nikamor ne premakne. Pri težavah z želodcem je mnogim poznan občutek teže takoj po obroku, občutek počasne prebave hrane, včasih pekoč občutek in krč. Katera zdravilna rastlina nam lahko pomaga tu? Encijan ali latinsko Gentiana lutea imenujemo tudi rumeni svišč, grenčica, košutnik, srčenjak, zvišč. Aktivna učinkovina v encijanu amarogencin je najbolj grenka poznana naravna snov. Hildegarda je menila, da encijan pomaga šibkemu srcu. Raste namreč na mestih, do katerih pridejo le hrabri. Spomni nas, da hrabrost in srčnost najdemo le na poteh, po katerih je pred nami stopalo le malo nog. Sicer pa encijan spodbuja delovanje želodca. Dandanes je to zelo dobrodošlo ob veliki uporabi sredstev za želodec, ki njegovo delovanje ustavljajo. Encijan jemljemo tudi pri dolgotrajni terapiji vnetja želodca z zdravili. Spodbuja izločanje želodčnih sokov in sline. Če opoldne pojeste kosilo in ga pozno popoldne še vedno čutite v svojem želodcu, vam tu pomaga encijan, ki spodbuja izločanje prebavnih encimov in želodčne kisline. Pomaga pri izločanju žolča in spodbuja izločanje prebavnih encimov tankega črevesja. Nekateri med nami nimate apetita, pri čemer encijan prav tako pomaga. Je precej grenek, vendar bodo odrasli to oviro hitro premagali in encijan po nekajdnevni uporabi celo vzljubili. Le v primeru čira na želodcu encijan odsvetujemo. Ekstrakt encijana v kombinaciji z drugimi rastlinami, ki njegovo delovanje okrepijo, torej z rimsko kamilico, rožmarinom in meliso, vzamemo pred obrokom in sicer 1 ml 3-krat na dan. Jemljemo ga 2 do 4 tedne, kasneje pa po potrebi. Otrokom s slabim apetitom pa raje ponudimo regrat v brezalkoholnih kapljicah. Je dober prebiotik za črevesno mikrofloro in ugodno vpliva na prebavo. 5 do 12 let starim otrokom damo polovično dozo in sicer pol mililitra 3-krat na dan. Starejšim od 12 let pa enak odmerek kot odraslim, torej 1 ml 3-krat na dan. Pri zelo izrazitem pomanjkanju apetita regrat jemljemo skupaj z brezalkoholnimi kapljicami encijana. Morda pa se bolj pritožujete nad napihnjenostjo in napenjanjem, ki nastopita pol ure po obroku. Vas zanima, kako lahko pri tem pomaga rastlina, ki je bila včasih po legendi boginja? Poglejte naslednji posnetek.